Spanje je ena od najpomembnejših stvari za naše zdravje in počutje. Me pa zanima, ali ste se tudi vi že morda kdaj zjutraj zbudili, pa ste imeli, poznate tisto občutek, kot da se sploh niste naspali oziroma kot da sploh niste nič spali. Se vam morda kdaj zgodi, da se zvečer zelo dolgo premetavate po postelji, vaše misli nikakor ne utihnejo in potem tisto klasično, ko pogledamo vsakič na uro in vidimo, da minute tečejo, mi pa še kar ne spimo. Ste se našli v tem? Čeprav spanje jemljemo kot nekaj samoumevnega, je v resnici ena najpomembnejših stvari za naše zdravje, počutje in energijo. Z mano je danes ena največjih strokovnjakinj za spanje pri nas, profesorica dr. Lea Dolenc Grošelj, specialistka nevrologije in klinične nevrofiziologije. Lep pozdrav, dobrodošli. Hvala. Vesela sem, da ste danes prišli, zato ker se mi res zdi, da spanje včasih dajemo kar tja v nek zadnji predal in ne dajemo dovolj velikega poudarka, kako pomemben je. Kaj bi rekli, zakaj je spanje tako zelo ključno za naše zdravje in za naše počutje? Ja, to je v bistvu vprašanje za Nobelovo nagrado, ker vedno rečemo, če bomo ugotovili eno samo funkcijo spanja, potem je vsekakor to največje odkritje v somnologiji. Ampak, če pogledamo nazaj, je eden izmed prvih pionirjev somnologije rekel, da če spanje ni esencialna funkcija našega telesa, potem je to največja napaka, ki se je kadarkoli zgodila v evoluciji. Se pravi, spimo zato, da dobro funkcioniramo podnevi. Spimo zato, da se naše telo bori proti infektom. Spimo zato, da nismo depresivni. Spimo zato, da smo telesno lahko dobro aktivni. Tako da hkrati spimo zato, da ne bomo postali dementni, ko bomo stari. Funkcij spanja je izredno veliko in vsekakor tistih 8 ur na noč ni nekaj brez pomena. Ogromno stvari ste zdaj našteli. Kaj pa bi rekli recimo za Slovence? Kakšno je vaše opažanje? Spimo Slovenci in Slovenke dovolj? Ja, zdaj, če vprašate mene, bom rekla ne, ker k meni ponavadi pridejo tisti, ki imajo težave. Ampak, če pogledamo recimo študijo, ki jo je opravil NIJZ, CINDI študija iz leta 2020, pravi, da je samo 65% Slovencev takšnih, ki spi 7 ur. Se pravi, ostali spijo manj. 7 ur je pa tista minimalna količina, ki jo potrebujemo, da dobro funkcioniramo. In ta študija je tudi pokazala, da v bistvu Slovenci nekako se ne pripravimo na spanje, kar pomeni, da zvečer iz spalnice ne odstranimo motečih dejavnikov. Zelo malo jih ima tudi neko rutino pred spanjem, tako da zdaj sicer čakamo na rezultate študije iz lanskega leta, ampak se bojim, da ne bodo bistveno drugačni. Se vam zdi, ali pa kako pogosto slišite, da bi recimo ljudje okoli vas govorili, kaj bom zdaj spala toliko dolgo ali pa spal, to je pa res izguba časa, saj bom spal takrat, ko bom umrl, to se mi zdi, da je tako ena takšna. Ja. Mislim, da je bila to tema morda nekaj let nazaj. Sedaj z knjigo Matthew Walkerja Zakaj spimo, ki je bila uspešnica po celem svetu in tudi v Sloveniji, mislim, da se je ta miselnost nekoliko spremenila in tudi mlajši se bolj zavedajo pomena spanja in se mi zdi, da so nekako bolj pripravljeni tudi za to, da poskušajo izboljšati svoje spanje. Ja, sploh se mi zdi, da pri mladih, saj sama imam tako izkušnjo, opažam ta spalni red pri tistih, sploh ki se že ukvarjajo recimo s kakšnim športom, ker se že zavedajo, kako zelo pomembno je tudi to spanje. Ne? Ampak vendarle je pa spanje tema, v kateri se začnemo malo bolj resno pogovarjati takrat, ko že ali imamo sami težave ali pa poznamo koga, ki ima
težave, ne? Premalo pa prej. Ja, največkrat res, tako kot za vse ostale bolezni, takrat nas zanimajo, ko imamo neke težave, ampak spanje je tisto, ki nas v bistvu ščiti tudi pred ostalimi kroničnimi boleznimi, ščiti pred infekti, zato bi morali v bistvu spanju nameniti dovolj pozornosti, da ne bi prišlo do teh ostalih posledic, za katere vemo, da so jasno povezane z pomanjkanjem spanja. Kako bi lahko posameznik razlikoval, recimo, da gre za kronično nespečnost ali pa za tiste noči, ki jih vsakdo kdaj ima, ne glede na starost, a ne, ko pride kakšno obdobje, ko malo slabše spi? Ja. Zdaj, akutna nespečnost pred nekim stresnim dogodkom v obdobju nekega stresa je seveda nekaj povsem normalnega. O kronični nespečnosti govorimo takrat, ko se dogaja vsaj 3-krat na teden, vsaj 3 mesece in jo ne moremo razložiti za neko drugo boleznijo ali motnjo. Se pravi, ni posledica jemanja nekih zdravil, ki povzročajo nespečnost, ni posledica neke druge bolezni ali recimo neke mentalne bolezni, nekega recimo depresivnega obdobja. Se pravi, takrat pa je nek alarm, ko se moramo vprašati in v bistvu je smiselna tudi nadaljnja obravnava. Kaj pa opažate recimo pri svojih pacientih? Lahko posplošite, da ima recimo s tem več težav, ne vem, starejša populacija, zdaj morda tudi že mlajša, so kakšne opazne razlike? V bistvu so razlike. Starejša populacija slabše spi. Starejši slabše spijo, imajo manj melatonina, bodo kasneje zaspali, več se bojo prebujali, lahko tudi zgodnje jutranje prebujanje. Medtem ko mlajša populacija ima pa težave bolj zaradi načina življenja, zaradi recimo vseh socialnih omrežij, na katerih so prisotni, zaradi študija po noči, zaradi žurov za vikend, tako da razlogov pri mlajših je več morda kot pri starejših. Ko majčkeno lahko porušimo ta bioritem tudi, ne? Ja. Kaj pa recimo velikokrat ne rečemo, ne spim zato, ker, tako kot ste rekli, ne, imam neko stresno obdobje, čaka me izpit, menjava službe, ločitev in tako. Ne vem, če pa velikokrat rečemo, da smo pa lahko v stresu, zato ker ne spimo dovolj. Absolutno. Tako, če rečeva, ali je prej stres, ali je prej nespečnost, je vedno vprašanje, ali je prej jajce, ali je prej kura. Če smo v nekem stresnem obdobju, imamo povišan nivo kortizola. Kortizol si želimo zvečer nizek, da bomo lažje zaspali. Se pravi, če je kortizol visok, bomo imeli zakasnjen čas uspavanja. Se pravi, stres povzroča nespečnost. Če pa smo nespeči, bomo pa zaradi tega razvili zopet stres in posledično zopet višji kortizol. Tako da oboje je v bistvu zelo sklopljeno. In v bistvu tukaj lahko potem tudi lepo dodava, ne, da k temu absolutno potem paše tudi kakšna pozna popoldanska kava, večerno delo in tako naprej, ko s tem samo še potenciramo vse skupaj. Ja, pred kratkim so naredili študijo, študentke so delali študijo na študentih Univerze v Ljubljani in problem ni samo kava, problem so vse pijače z poživljajočim učinkom in tega pijejo zelo veliko. Vsi, mislim, da je bilo 75% jih pije, redko eno, večkrat 2 ali 3 na dan. In problem vseh teh pijač, tudi kave, je, da imajo dolgo razpolovno dobo, kar pomeni, recimo, če spijemo skodelico kave ob 5 popoldan, bomo ob 10 zvečer imeli še polovico tistega kafeina. Se pravi, zelo dolgo ne bomo mogli zaspati. Če bomo pili več kav na dan, se ne bo seštevalo, pa gre eksponentno, nam v bistvu narašča ta, rečemo, spalni dolg, se pravi, ne moremo zaspati in bo v bistvu učinek na noč bistveno slabši. Zdaj, ko se to pogovarjava, dobivam zraven še ideja, ne, da nekaj je to delo čez dan ali pozno zvečer, a nekaj je to delo, ki ga sami lahko ustavimo, recimo pozno zvečer, ko smo doma še na računalniku, se kar sami majčkeno odločimo, da bomo. Ne. Na drugi strani pa so poklici, kjer pa se ne morejo sami odločiti. Torej, govorimo o tem nočnem delu, o izmenskem delu, ko dela en teden zjutraj, pa potem popoldne in potem spet nočna in se spet te tedni obračajo. Kako
težko in hudo, pa pravzaprav to lahko vpliva na njih. Nočno delo je v bistvu eden izmed glavnih dejavnikov, ki poruši spanje, v smislu porušenih cirkadianih procesov. Cirkadijan, približno 24 ur, naše telo, naše celice, ne samo možgani, nihajo v tem 24-urnem ciklu. Se pravi, smo budni, čez dan v svetlobi, spimo po noči v temi. Izmenski delavci, ki delajo v različnih izmenah, ali rotirajo, se pravi, to hitro, ali na teden dni, ali 8 ali 12-urne izmene, v bistvu porušijo te cikle, kar pomeni, da rušijo melatonin, ker rušijo melatonin, rušijo kortizol, svetloba je po noči namesto, da bi bila podnevi. Podnevi spanje je vedno krajše, kot če bi delali podnevi in spali po noči, in na dolgi rok to vpliva na metabolne bolezni. Večino teh ljudi z dolgimi leti dela v izmenskem delu razvije bolezni srca in ožilja, lahko sladkorno bolezen, metabolni sindrom, debelost. In kar vemo že od leta 2007 od Svetovne zdravstvene organizacije in potem ponovno po 10 letih, nočno delo je kancerogeno. Se pravi, dolgotrajno nočno delo povzroča karcinom dojke pri ženskah, karcinom prostate pri moških in karcinom debelega črevesja pri obeh spolih. Tako da v nekaterih državah, recimo tudi v Franciji, zadnje 2 leti, dolgoročno nočno delo pri ženskah, ki nimajo genetske predispozicije za razvoj karcinoma dojke, je prepoznano kot poklicna bolezen. O tem pri nas še premalo govorimo. Ja. Naš namen ni in moj namen ni, da bi strašila, ampak pomembno se mi zdi ozaveščanje, kar pomeni, da osebe, ki so se odločile za poklic, recimo mlada dekleta, ki bodo medicinske sestre, ki bodo celo življenje imele nočno delo, da o tem vedo, da nekdo, ki ima že v družini recimo karcinom dojke, da seveda to ni priporočljivo, mi ne bomo prepovedali, zelo dobro sodelujemo z medicino dela, ampak seveda je potrebna preventiva, zgodnje v bistvu, se pravi, spremljanje, odkrivanje, in če do česarkoli pride, na kar posumimo, da gre za neko patologijo, seveda se takšnega takoj umakne iz nočnega dela. Torej, da imamo to zavedanje o tej dodatni previdnosti pravzaprav, ne? Ja. Priznam, da sem sicer si mislila, da to lahko ne dobro preveč vpliva, ampak da pa so to tako zelo resne stvari in resne številke, pa je tudi zame podatek in sem vesela, da ste ga hvala delili, prav zaradi tega, ker ja, fino je, da ozaveščamo in da morda komu na drugi strani pomagamo do te mere, da bo morda bolj pazljiv. Sej delo je delo, kakršno pač je, ne? Sistema verjetno zdaj spreminjali ne bomo. Ne? Nažalost, vedno več ljudi dela v izmenskem delu, tega bo še vedno več, in zato izvedno ljudem, ki delajo po noči, rečem, delo po noči je seveda bolj naporno, kot je delo čez dan. Ampak to pomeni, da čez dan morate spati, ne da delate po noči zato, da boste čez dan delali na kmetiji, delali kot poklicni gasilec. Se pravi, tisti manjko spanja moramo nadoknaditi čez dan. Vemo, da bo krajše, ampak vsaj nekaj časa si res moramo vzeti za to. Kaj se dogaja z našim telesom in z našimi možgani takrat, kadar ne spimo dovolj? Jaz zdaj, recimo, če sebe vprašam, kako se jaz počutim takrat, kadar premalo spim, zdaj bom res iskrena, včasih se mi zdi, da gre za podoben občutek kot po kakšni prekrokani noči, ko spiješ kakšen kozarec vina. Se pravi, kot da bi naslednji dan imela mačka, pa nisem bila nikjer, žurersko recimo obarvana, a ne? Samo premalo spanja sem imela, ampak velikokrat je pa občutek zelo podoben. Ja, zdaj, če pogledajo čisto študije, kaj so pokazale, recimo simulator vožnje. Če damo osebo, ki po noči, oziroma ki ne spi 17 do 18 ur, bo na simulatorju vožnje delala enake napake kot nekdo, ki ima 0,5 grama alkohola na liter krvi. Nekdo, ki 24 ur ni spal, bo delal napake primerljive nekomu, ki ima gram alkohola na liter krvi. Se pravi,
ta fina motorika je bistveno zakasnjena in to je tisto, kar rabimo. Rabimo med vožnjo, rabimo pri delu v neki tovarni za nekim tekočim trakom, rabimo pa seveda tudi kognitivne funkcije in to je tisto, kar pravite, se počutim tako, kot če bi recimo nekaj spil. Se pravi, naša kognicija je slabša, težje se bomo skoncentrirali, težje bomo razmišljali, težje se bomo odločili, težje si bomo zapomnili stvari in hkrati to vodi v to, da bomo težje funkcionirali v nekem timu. Hkrati se bomo pa zavedali teh težav in bomo tudi motorično bolj aktivni, kar pomeni, da bomo težje sedeli, ker vemo, da lahko zakinkamo, bomo vstajali, hodili, hkrati bomo potem pili kavo in druge pijače, da bomo zdržali in v bistvu to vodi v nek začaran krog, ki dolgoročno seveda ni vzdržen. Se pa zelo hitro lahko zgodi, ne? Pravzaprav ta začaran krog. Zelo hitro, da. Zdaj, telesno sva povedali, seveda pa ne smemo izvzeti in pozabiti na to, da pomanjkanje spanja seveda močno vpliva tudi na imunski sistem, konec koncev, na razpoloženje. Tukaj vem, da velikokrat lahko se spomnimo na recimo mame, ki po noči vstajajo in prvo leto zelo slabo spijo, ne? Redko katera bo z izrazito lepim prikupnim nasmeškom na obrazu razlagala, kako je fino, ker ne spimo in sem srečna mamica, ne? Ja, takšnih ni, no, ampak recimo, če odraslim osebam, ki nimajo novorojenčkov ali dojenčkov, rečemo, če po noči ne spijo, jim absolutno odsvetujemo ležanje v postelji čez dan in spanje po dnevi. Medtem ko mladim mamicam, ki se morajo prebujati po noči zaradi hranjenja otroka, vedno rečemo, pojdite spat čez dan z otrokom. Zaspite, morate v bistvu to kronično pomanjkanje spanja tudi nekako nadoknaditi čez dan. Pri teh ostalih pa verjetno ne, zaradi tega, ker bi potem si mislim, da spet popoldne odspali in zvečer imeli zopet potem težavo, ne? Ja, spanje je regulirano z dvema procesoma. En proces je ta cirkadiani proces, ki nam niha v 24 urah, drugi proces pa je homeostatski proces, pomeni dlje časa, ko smo budni, lažje bomo zaspali. In če sta ta dva procesa sklopljena, bomo lepo zvečer zaspali, šli v globoko spanje, REM in se potem zjutraj zbudili. Če smo recimo bolni in čez dan ležimo v posteli, tudi če mislimo, da nič ne spimo, zagotovo imamo kratke epizode mikrospanja. Če smo depresivni, ležimo v posteli zopet. Če imamo, nek kroničen bolečinski sindrom, zopet recimo, to ležanje v posteli čez dan in spanje nam poruši ta dolg spanja, se pravi ta pritisk spanja, da bi zvečer lepo zaspali. In če bomo ležali in spali čez dan, potem bo seveda po noči bistveno slabše, daljše bo uspavanje, več bo prebujanj med spanjem, manj bo globokega spanja, tako da ja, nekomu, ki je nespeč, odsvetujemo dnevno spanje. In to dnevno spanje je tudi tisti proces, ki v bistvu vzdržuje kronično nespečnost. Ker kaj se zgodi? Recimo, vsi imamo neko predispozicijo, da razvijamo nespečnost in potem se zgodi nek akutni dogodek. Recimo, vzemimo poplave v Sloveniji. Seveda, ljudje, ki so bili na poplavljenem območju, niso mogli spati, ne? In takrat ta akutni stresor povzroči hudo nespečnost, največkrat nespečnost uspavanja, ko se bojimo, kaj če bo zopet dež, kaj če bo poplava, kaj se bo zgodilo, ne? Ampak potem poplave izginejo, ljudje spijo morda tudi drugje, ne več v svoji hiši in potem, ker prej niso spali in ker še vedno imajo to nespečnost, podaljšujejo čas ležanja v posteli in si rečejo, bom šel pa prej spat, zato da bom majčkeno več nadoknadil to spanje, oziroma bom pa zjutraj dlje časa ležal. In s tem podaljšanim ležanjem v posteli, ko možgani ne spijo, v bistvu vzdržujemo ta model kronične nespečnosti. Zanimivo, ravno obratno. Ravno obratno, kar mislimo, da dobro da delamo. Ne? Kaj pa pomeni zdaj, v bistvu od začetka že govoriva o nespanju in o tem, kaj za to, da ne bi do njega prišlo in tako naprej. Kaj pa spanec kot takšen? Koliko recimo je
kaj je najpomembnejše ali pa koliko bi ga moralo biti, da lahko rečeva, da gre za kakovosten spanec. Ker tudi spanec, ko spimo, ne, če spimo, ni vedno enako kvaliteten. Absolutno, ja. Zdaj, eno je sama količina spanja, za katero rečemo, da je po mednarodnih smernicah vsaj 7 ur. Ne? Tisto, kar je priporočljivo za odraslo osebo. Drugo pa je kvalitetno spanje. Se pravi, sleep quality pa je v bistvu totalni čas spanja deljen z v bistvu ležanjem v postelji. In to si želimo, da je čim boljše, se pravi 90-95%, da večji del časa, ki ga preležimo v postelji, tudi spimo. Količina spanja se je zelo dobro pokazala v času covida in sicer so bile narejene številne študije, tudi prej so bile delane recimo na gripi, na drugih respiratornih infektih in potem na covidu, da osebe, ki so spale manj kot 7 ur, so imele hujšo obliko bolezni. Če so osebe spale manj kot 7 ur, se pravi, so bile v neki deprivaciji in so bile cepljene za COVID, so imele slabši imunski odgovor na cepivo. Se pravi, spanje nas v bistvu ščiti. Ščiti pred boleznijo in ščiti pred tem, da v bistvu razvijemo boljši imunski odgovor in da smo bolj zdravi. In v času respiratornih infektov, kot je zima, kot je približajoče se gripa in COVID, ki ga je trenutno veliko, je vsekakor spanje pomembno. Ne ležanje v posteli, ampak kvalitetno spanje. Prej ste omenili 7 ur kakovosten spanec. Sem zelo vesela, ker jaz si rečem, da če ne dobim svojih 8 ur, potem ne funkcioniram dobro. Je 8 pa že preveč? Ne, sploh ne. 7 do 9 ur. Nekateri rabijo več. Mi podedujemo, kakšen tip človeka smo. Govorimo o kronotipu. Ali smo večerni, vmesni, jutranji, imamo tudi ekstremno večerne, ekstremno jutranje tipe in recimo pri enojajčnih dvojčkih so identični. Potem se seveda spremeni zaradi stvari iz okolja, ampak to podedujemo in podedujemo tudi, koliko spimo. Se pravi, nekdo, ki potrebuje več, govorimo o teh recimo več kot 9 ur je seveda long sleeper, takšnega bomo izredno težko navadili, da praktično ne bo mogel spati manj. In takšna oseba tudi bo imela veliko težav, če bi jo dali v nočno ali v izmensko delo. Seveda. Je pa zmotno prepričanje, da ta nekdo, ali pa jaz, ki spim, se trudim po 8 ur na noč, da lahko spanec naredim si na zalogo in da potem lahko kdaj pa mečkano manj, zato ker sej tako pridno spim. Se ne da, ne? Nažalost, kar jaz tudi vedno rečem študentom, ne moremo spati na zalogo in tudi ne moremo spati za nazaj. Ne bomo nekoliko dlje spali, ampak ne bistveno. Tistega manjka ne moremo prinesti noter. Tako da potrebno je, če imamo probleme s spanjem, je izredno pomembno, da se držimo neke rutine in da imamo približno isti ritem uspavanja in prebujanja vse dni v tednu. Recimo naši mladostniki, če bodo v petek odšli ven in odšli spati ob 5 zjutraj in spali do 12 in v soboto na nedeljo ponovno, govorimo o socialnem jetlagu. Je tako, kot bi vsak vikend potovali v Ameriko in se vračali nazaj. In seveda v ponedeljek kontrolne naloge, spraševanje, izpiti na fakulteti bojo bistveno slabši rezultati, kljub temu, da so se učili isto, kot če bi predtem spali dobro. Če popijem kozarec alkohola, bom bolje spal. Mit ali resnica? Bom lažje zaspal, spanje pa bo bolj moteno, več bo prebujan, manj bo globokega spanja. Torej, absolutno odsvetujemo takšna dejanja za to, da bi nekdo lažje zaspal, ne? Ja, to smo videli v Združenem kraljestvu. Pred leti so delali študije tudi po Evropi in je bil problem seveda kronične nespečnosti. In recimo v Angliji je bila porast pitja alkohola za uspavanje, ampak na dolgi rok je v bistvu se pokazalo, da se je povečal delež kronične nespečnosti. Tako da alkohol ni sredstvo, ki nam bo izboljšalo spanje. Če sva zdaj recimo konkretni, katere pa so tiste navade, ki bi jih svetovali, da jih posameznik, ki morda opaža, da težje zaspi, da ima manj kvaliteten spanec, kaj je tisto, kar naj tak posameznik
počne pozno popoldne do tistega potem večera oziroma noči, ko bo šel v posteljo. No, sem že rekla narobe, noči, ko bo šel v posteljo, ne? Ja, glejte, pomembno je, v bistvu cel dan je pomemben. Pomembno je, da smo podnevi izpostavljeni sončni svetlobi, kar je po zimi težava, ker je popoldan hitro tema. Se pravi, vsaj v zgodnem popoldanskem času, če smo seveda zjutraj v šoli in v službi, nimam možnosti biti na svetlobi in sončna svetloba je tista, ki je bistveno bolj pomembna kot svetlobe, ki jih imamo v zaprtem prostoru. Fizična aktivnost zelo pomembna, ampak bolj v zgodnem popoldanskem času ali takoj zjutraj, recimo plavanje takoj zjutraj, če bi bilo možno. Ne fizična aktivnost zvečer, pozno, tik pred spanjem. Kar je velik problem, ker večino takšnih aktivnosti se dogaja dokaj pozno zvečer. Če imamo fizično aktivnost zelo pozno zvečer, smo seveda tudi žejni, bomo več pili, tekočina, ne le alkohol, tudi druga tekočina nam napolni mehur, nas bo v bistvu že ta nuja po uriniranju po noči zbujala. Se pravi, čim manj tekočine zvečer, nekako 2 uri pred spanjem, absolutno ne alkohola, tudi kajenje nas prebuja. Se pravi, če nekdo kadi, naj kadi raje v dnevnem času, ne pozno zvečer. Kajenje po noči tudi zelo zoprno, nekomu bo še poslabšalo spečnost. In problem, ki ga imamo v današnjem času, so v bistvu vse naprave, ki sevajo modro svetlobo. Se pravi, uporaba telefonov v spalnici, pametnih tablic je problem z ene strani zaradi modre svetlobe, ki bo direktno preko očesa, preko retine vplivana preko tega retinohipotalamičnega traktusa na češariko in zavrla izločanje melatonina. Po drugi strani pa tudi socialna interakcija. Tudi če imamo nastavljene ekrane z blokado modre svetlobe, bomo želeli odgovoriti na tisto, po noči nam bo zvonilo, če ne bomo odgovorili, nas bo zanimalo, kaj je, tako da svetujemo odstraniti telefone iz spalnice in to je tisti problem, ker vidimo, kar Slovenci ne delamo. To je študija jasno pokazala in tukaj moramo biti dosledni, ne samo do naših otrok in mladostnikov, tudi mi moramo biti vzgled, da ne spimo s telefonom. Zdaj, ko o tem govorite, sem se spomnila na eno objavo, ki sem jo sicer res da zasledila na socialnih omrežjih, ampak mi je bila tako zelo všeč, ko se je družina zbrala končno doma, popoldne, torej službe in iz šole, so imeli eno škatlo, veliko pri vhodnih vratih, in ko so prišli domov, se je ta škatla odprla, vsi so dali notri mobilne telefone in to škatlo zaprli in ta škatla je ostala zaprta do naslednjega jutra, ko so spet odšli. Po mojem je to utopija. Je, ne? Ampak je pa tako lepo bilo zvedeti, ampak veste, v današnjem svetu jaz mislim, da je to povsem nemogoče. In tudi recimo pred leti smo v okviru Ameriške akademije za medicino spanja razpravljali o tem, koliko časa pred spanjem naj ne bi uporabljali telefonov. In rekli smo, vsaj 2 uri pred željeno uro uspavanja. Se pravi, če želimo zaspati ob 11, da v 9 zvečer ne bi imeli telefona, kar pomeni, da bi rajši, brali neko knjigo, se umirjali, imeli neke umirjajoče aktivnosti, ne nekaj, kar nas bo vznemirjalo, ampak tudi to je praktično nemogoče. Kater mladostnik bo dal 2 uri pred spanjem telefon stran. Tako da potem smo spremenili smernice in rekli vsaj 1 uro pred spanjem. Tukaj bom zdaj iskrena, pa bom rekla, ne samo mladostniki. Vsi, ne? Tudi priznam, da tudi jaz, verjetno bi res težko 2 uri prej že ne pogledala več na telefon. Je morda lahko pri ženskah to večerno umirjanje, poleg teh klasičnih, joga, meditacija, branje knjige in tako naprej, a je lahko to tudi likanje? Lahko, če je to veselje, seveda. Lahko je likanje, lahko je reševanje križank, lahko je sudoku, lahko je neko pospravljanje, vendar ne, da to preide potem v neko obsesijo, koliko moram narediti, da je to potem še bolj neprijetno. Jaz vedno rečem, počnite nekaj prijetnega, toliko časa, da boste ne le utrujeni, ampak zaspani in da v posteljo odidemo takrat, ko smo zaspani, ne pa da utrujeni ležimo in čakamo, da ne moramo zaspati, potem je bolje vstati, početi nekaj drugega in se vrniti v posteljo šele, ko bomo zaspani. In verjetno tudi to bistveno, kar ste zdaj rekli, se odpravimo v posteljo, in če ne moramo zaspati, raje vstanemo. Se pravi, verjetno se
tudi priporoča, da vse to, kar počnemo pred spanjem, da to ni v spalnici in prav v postelji, a ne, ker včasih potem kdo reče, ja, pa se je tako fajn, jaz se že uležem in potem malo meditiram in tako naprej, ja, ampak si že v postelji, ne? Sem tipična spalnica nekoga z nespečnostjo, kakor povedo bolniki, je telefon, je ura, ki ga spremlja, kako spi, je prstan, ki ga spremlja, kako spi, je televizija, ki se bo ugasnila na 15 minut, pa jo bo zopet prižigal. Spalnica je namenjena spanju in ne ostalim dnevnim aktivnostim. Matthew Walker je lepo povedal, najbolje bi spali, če bi imeli ne budilko, ampak uro nastavljeno, da nam zvoni, kdaj moramo v posteljo. In če bi šli takrat v posteljo in imeli neko večerno rutino, ta rutina je pomembna, ne le pri otroku, ampak tudi pri odraslih, da vemo, da se bomo odpravili spat, kar pomeni, da ne bomo razmišljali o nekih problemih, da problemov ne nosimo v spalnico, da takrat ne v bistvu razmišljamo o tem in potem ruminiramo in težko gremo iz teh misli ven. Da je spalnica nekaj prijetnega, ne da se bojimo, kaj pa bo, ko spet ne bom spal. Spi pa pred televizijo v dnevni sobi, kjer ima lepo globoko spanje in ko gre v spalnico, seveda ne more spati. Tako da imamo neko večerno rutino z, ne vem, pač vsemi dejavnostmi, ki jih imamo pred spanjem, tuširanjem, potem branje knjige, neko umirjeno razmišljanje, meditacija ali dihalne vaje, recimo, in da potem bomo seveda lažje zaspali. Zdaj, če mečkano samo povzameva vse, kar sva že govorili, če recimo naj v tem trenutku posluša nekdo, ki ima občasne težave, recimo s spanjem, takšen lahko vse to, kar sva našteli, praktično naredi. Se pravi, seveda. V prvi vrsti mogoče, da začne pri spalnici. Pri telefonu. Aha, točno, ja. Kar pobegnem stran od telefona, točno, ja, pri telefonu, pa potem v bistvu, da si uredi prostor, da je spalnica, ne? Tako, kar seveda včasih je problem, če recimo nekdo spi v, ne vem, študentskem naselju, kjer jih je več v sobi, kjer bo nekdo študiral, kjer bo hrup, seveda imamo težave. Ampak če imamo spalnico za spanje, če nismo v neki garsonjeri, kjer recimo jemo, smo čez dan in po noči v istem prostoru, je težje, ampak nekako, da si organiziramo nek kotiček, ki pa je namenjen spanju, da se ne učimo v postelji, da nismo na računalniku v postelji, da imamo res, se pravi, neko okolje, ki nam bo v bistvu že tudi miselno dalo vedeti, da tukaj pa bomo v bistvu lažje zaspali. Kako močno vpliva na nespečnost menopavza oziroma sprememba hormonov pri ženskah? Zelo. Zdaj, ženske smo drugačne od moških, tudi v spanju, seveda v samem ciklu, že v samem menstrualnem ciklu spimo drugače. V nosečnosti so hormonske spremembe in v menopavzi ravno tako. Kaj se zgodi v menopavzi? Pade nam raven estrogena, pade nam raven progesterona, pade nam raven melatonina, ki nam že za starostjo pada, pri ženskah je ta melatonin še nižji, poveča se nam kortizol. In potem se zgodi to, da imamo, se pravi, drugačno regulacijo temperature, se pravi, nočni vplivi, ki nas prebujajo, povečan kortizol, povečan stres, več prebujanj, nemirno spanje, lahko sindrom nemirnih nog tudi pri ženskah pogosto. In po drugi strani, zaradi hormonskega neravnovesja v menopavzi, se ženske približamo moškim po motnjah dihanja v spanju. In to je tisto, kar premalo govorimo. Motnje dihanja v spanju, ne govorimo o smrčanju, govorim o pavzah dihanja v spanju, ki se dogajajo pri moških preveliko telesno težo, prevelikim obsegom vratu, prihaja do prekinitev dihanja. Po menopavzi se ženske zaradi hormonskih sprememb v bistvu približamo moški populaciji. In to je tudi nekaj, o čemer se mi zdi, da se premalo govori, ker hkrati nam naraste kortizol, zniža se nam, smo rekli, progesteron, estrogen, zviša se nam testosteron, spremeni se nalaganje maščevja pri ženskah, poveča se nam telesna teža in prihaja tudi do smrčanja in do pavz dihanja, ki jih je potrebno prepoznati in seveda ustrezno zdraviti.
In pri ženskah poznamo tudi entiteto, rečemo ji komisa, to je comorbidity, insomnia and sleep apnea. Se pravi, niti ni nujno, da so tako debele, lahko tudi ženske z daljšim vratom zaradi same obstrukcije prihaja do tega in to se moramo zavedati in tudi v bistvu podučiti ženska v menopavzi, da lahko prihaja tudi do tega in to se seveda lahko enostavno diagnosticira s poligrafijo ponoči in seveda ustrezno zdravje. Tukaj verjetno pride v ta isti koš, če lahko tako rečem, tudi problematika otrok in odraslih, ki dihajo samo skozi usta. Ne? Absolutno, ja. Pri otrocih je to drugače. Pri otrocih seveda prihaja do motnje dihanja skozi nos ponavadi zaradi prevelikih tonzil, se pravi mandljev, prevelike žrelnice, se pravi je obstrukcija tista in je potrebno z operativnim posegom zmanjšati to zaporo v dihalnih poteh, da bo otrok lažje dihal. Medtem ko pri odraslih prihaja pa do zapore zaradi preveč maščevja v tem delu zgornjih dihal in seveda zaradi tega do kolapsa. Kdaj pa potem pride do tistega trenutka, ko posameznik lahko reče, zdaj pa mislim, da res imam s tem težavo, ali to pomeni, da takšen posameznik najprej odide, verjetno gre najprej v lekarno, povprašati, in šele potem poišče neko strokovno pomoč. Verjetno je to kar... Absolutno. Jaz upam, da je tako, da si ljudje najprej ne pomagajo z izdelki preko spleta. Kar vedno rečemo, to ni preizkušeno, to ni dobro, vse mogoče se dobi preko spleta, ne vemo, kaj je v tistih noter, to niso preizkušene, niti v bistvu, se pravi OTC preparati, kaj šele zdravila. Če nekdo, ki si ne more pomagati za samo higieno budnosti in spanja, zato kognitivnimi v bistvu metodami, kot so rekle, manj ležanja v postelji in ostalimi, potem naj odide v lekarno, kjer mu bodo svetovali. In recimo za neko zdravo, odraslo, aktivno populacijo, ki je danes pod nekim stalnim stresom, ker seveda toliko delamo in moramo delati, je rešitev za občasno nespečnost, akutno nespečnost, tudi zdravilo, ki se dobi brez recepta, to je doksilamin. Doksilamin je zdravilo, ki nam v bistvu, so študije jasno pokazale, izboljša, se pravi skrajša latenca uspavanja, hitreje zaspimo, imamo manj prebujanj po noči in se zjutraj ne zbudimo tako zgodaj, kar pomeni, da nadaljuje na vse oblike nespečnosti, nespečnost uspavanja, nespečnost po noči in nespečnost z zgodnjim jutranjim prebujanjem. In jasno v bistvu izboljša kvaliteto spanja. Kaj je razlika tega zdravila glede na druge substance, ki jih lahko kupimo v lekarni, se pravi brez recepta, naravna zdravila ali druga prehranska dopolnila, je to, da tista naravna zdravila moramo jemati več tednov, da bodo imeli učinek. Torej rastlinskega recimo. Rastlinskega izvora, ponavadi 2, vsaj 3 tedne, da je nek blag učinek. Medtem ko pri doksilaminu je učinek v isti noči. Zato se ga priporoča za občasno jemanje pri neki akutni nespečnosti. In to občasno jemanje, če si jaz pravilno predstavljam, je recimo takrat, ko smo v nekem tem, stresnem obdobju kakorkoli in ko poskušamo sami zaspati in vidimo, da ne gre, da pač vstanemo iz postelje in takrat v bistvu vzamemo zdravilo, ki ga dobimo brez recepta in v bistvu takoj že v tisti noči bomo dobro spali. Pomembno pa je, da ga vzamemo zvečer, ne vzamemo sredi noči. Se pravi, treba ga vzeti pred spanjem, potem nameniti spanju 7 ur, preden bomo odšli v avto oziroma funkcionirali čez dan. In ni pa verjetno, je strah odveč, da potem pa nekoč pa zaradi tega, ker to vzamejo, pa potem brez tega sploh več ne bodo mogli spati. Ne, tudi to ni zdravilo za zdravljenje kronične nespečnosti, to je za akutno jemanje 2 do 5 dni zaporedoma. Ponavadi imamo najhujšo nespečnost aktivna populacija v nedeljo zvečer. Takrat je ponavadi najhujše. Prvič je ponedeljek pred vrati. V ponedeljek, stres, kaj bo, nisem delal za vikend, kaj me vse čaka, a imam narejeno, nedelja je najhujša. Po drugi strani pa tudi zaradi tega, ker smo, najbolje pa ponavadi spimo iz sobote na nedeljo,
ker takrat pa nekak stres od tedna popusti. Ampak po drugi strani pa takrat delamo napako, da bomo dlje časa zjutraj v nedeljo ležali v posteljo in potem bo seveda spanje v nedeljo zvečer slabše. In je spet začaran krog, ne? Ves čas smo v nekem začaranem krogu. Kako mi je res to zanimivo, da v bistvu lahko že samo na eni točki tega celega segmenta nekje je treba začeti. Mečkeno, ali pa kontra, nekje mečkeno zafrknemo in se dejansko lahko podre celoten sistem, ki ga pa potem ne moremo kar v eni noči dobiti nazaj, oziroma v tem primeru seveda, da lahko, če pač stopimo do lekarne in vzamemo torej zdravilo, ki ste ga omenili. Kaj bi svetovali vsem tistim, ki naju poslušajo in se zdaj le sprašujejo, ali imam jaz zdaj to akutno, ali imam kronično, ali ne grem zdaj v lekarno, ali ne grem kar gospe na pregled, kaj ne naredijo? Takrat nekdo, ki se recimo po noči prebuja, pa nima težav čez dan, po sami definiciji to ni kronična nespečnost. Se pravi, bolnik za nespečnostjo mora vedno imeti težave tudi po dnevi. Se pravi, ni samo slabo prespana noč, ampak po dnevi težje funkcioniramo. Se pravi, ali kognitivno, ali motorično, ali delamo neke napake, ali smo zaspani v avtu. To je tisto, kar se najbolj bojimo. Se pravi, ko pride do nekih takšnih težav, je pomembno vse to, kar smo že našteli, ampak pomembno tudi pregledati laboratorijske preiskave. Ali gre lahko za neko neravnovesje ščitničnih hormonov, ali gre za neko kronično v bistvu pomanjkanje železa, kar se zelo enostavno da lahko pogledati, se pravi neka anemija in je treba se pravi zopet napolniti zaloge železa. Ali gre za nek dolgoročen stres, ali gre za neko depresijo, ali gre za neko generalizirano anksioznost ob uspavanju, ali gre za nek sindrom nemirnih nog, ki je zopet lahko posledica pomanjkanja železa. Tako da, če se to nalaga, če gre v neko kronično nespečnost, je dobro iti do osebnega zdravnika, povedati in v bistvu narediti osnovne preiskave in videti v bistvu, kje. Vedno iščemo etiološki vzrok, poskušamo iskati vzrok, zakaj je do tega prišlo. Kadar tega ne ugotovimo, je seveda potem naslednja stopnja ambulanta za motnje spanja, kjer se ukvarjamo s takšno osebo, sprašujemo 3/4 ure, iščemo različne vzroke in seveda tudi rešujemo posledice. Glede na to, da ste veliko obdani s takšnimi ljudmi, se mi zdi, da si ne predstavljamo, kako veliko breme je to lahko za te ljudi in kako v bistvu je to grozovito, ko se človek ne more naspati, ko vpliva to na njegovo celotno življenje. To, morda tisti, ki nimamo s tem težav, se premalokrat zavedamo, da to ponavadi res niso nasmejani ljudje, ki so polni energije čez dan in srečni in zadovoljni. Kronično pomanjkanje spanja vodi tudi v motnjo razpoloženja, v depresijo. In potem vedno rečemo, ali je najprej nespečnost in potem depresija, ali je depresija in potem nespečnost. Tako da vedno pri motnjah spanja iščemo oziroma sprašujemo tudi o motnjah razpoloženja. Da pa ne bova zdaj samo tako zelo negativno proti koncu nastopili. Veste, da ne morem mimo, da vas tega ne bi vprašala. Kakšna je vaša večerna rutina? Kako vi poskrbite za dober spanec? Prvo, kar sem se naučila že pred nekaj leti, je to, da izklopim telefon, ker bolniki z nespečnostjo mi pošiljajo message in maile sredi noči, ko ne morejo spati. In to je prvo, kar sem jih naučila, da po noči ne odgovarjam in ne rešujem njihovih problemov z nespečnostjo. Ne boste verjeli, ampak takšnih je več na teden. Wow. Od nekaterih dobim tudi po več messagev oziroma mailov v eni noči, ko je stvar tako huda. Gre za res stiske teh ljudi? Gre za stiske, ampak veste, to, da bomo pa, mislim, če gre za neko takšno stisko in seveda neko hudo generalizirano anksioznost, je rešitev urgentna psihiatrična ambulanta, kjer bodo dali pomirjevala. Ampak za kronično nespečnost pa ne bomo reševali sredi noči. Poskušam se držati vsega tega, kar sva povedali, se pravi telefon, ne odnašati problemov v posteljo, ne delati nekega stresnega, neke priprave tik pred dogodkom v zadnji noči.
Če pa se seveda kdaj zgodi, da se tega ne držim, pa si rečem, ni konec sveta, a ne? Naslednji dan bom zdržala, naslednjo noč bom spala bolje in dolgoročno bo vse v redu. So vam blizu kakšne dihalne vaje pred spanjem, meditacija, joga? Sama nimam toliko težav, da bi to delala, ampak absolutno to svetujem svojim pacientom, dajemo jim tudi navodila, dihalne vaje so zelo dobre, ker kaj naredimo z njimi? Dihalne vaje, joga, to je v bistvu vse povezano, delujemo na to, da bomo povečali parasimpatični živčni sistem in zmanjšali simpatikus. Se pravi, simpatikus je tisti adrenalin, tisti, ki nas vzdržuje budne in da bomo umirili svoje telo, umirili srčno frekvenco, umirili dihanje in seveda se lažje pripravili na spanje. Vem, da me ne boste pohvalili, ko vam rečem, da ne odstranim telefona 1 uro pred spanjem, ampak me pa lahko pohvalite, ker pa naredim dihalne vaje, ne zato, ker bi imela občutek, da ne bom zmogla zaspati, ampak predvsem zaradi ravno to, kar ste opisali. Ne? Občutek imam, da ko se zvečer na tak način umirim, da odvržem vse to, kar je bilo čez dan kaotičnega, stresnega, dobrega, slabega in v bistvu kot da bi rekla, kot da grem brez nekih občutkov lahko potem To je najbolj spat. pomembno. In to ne potrebujemo veliko, ne? Lahko Ja. je to 5-10 minut pred spanjem, lahko več kot dovolj za to, da to naredimo. Absolutno. Tudi vsa ta navodila so za ljudi, ki imajo težave z nespečnostjo. Nekdo, ki nima težav, seveda lahko nekatere stvari kršijo, ne? Ampak neka splošna navodila, kaj bi bilo dobro, da v bistvu ohranjamo spanje na dolgi rok. Doktor Lea Dolenc Grošelj, jaz se vam zelo zahvaljujem, da ste si danes vzeli čas, da sva se lahko pogovorili o tem, kako zelo pomembno je spanje in upam, da tisti, ki so naju poslušali, da bodo že danes večer naredili malo bližje k večerni rutini, da bo spanje bolj steklo. Hvala lepa. Hvala vam z veseljem.